Haiku, vsak povem haiku. Ja, jaz dvomim, Luka, in na tebe, da ti vprašanje in komentarje, bo treba očitno malo podaljšati. Mi je bila všeč ta tvoja interpretacija, se tudi z njo strinjam, z eno precej pomembno napako. Namreč ta tekst vprašanje naroda je bil prvič objavljen v obsežnih problemov julija avgusta 1970. Ja. Potem malo že spremeni kontekst, drugače ni Kensington. In to potem ta druga knjižnjivnik je nekako predelala, ampak v marsičem že iz tega, kar si govoril, se vidi, da je tisti tekst. To vprašanje? Ampak ne, zdaj moje vprašanje, mislim, en žal to, kar sem že prej rekel, recimo, kar se sam nakazal, to primerjal s Katalonci, to se mi zdi izjemno zanimiva transnacionalna perspektiva, mislim, da o tem bi bilo treba še kaj reči. Potem pa, zdaj konkretno vprašanje, me zanima, v čem je bilo to Pirjevčevo razmišljanje nevarno za partijo najbolj. Recimo, vemo, da je Pleterski z njim polemiziral, na drugi strani je bil pa tudi Podzebek in vsi ostali so bili takrat razni, res posameznikov prozit. Torej, Pirjevec je bil očitno nevaren takrat popolnoma za vse. Zdaj, kako bo potem kasneje nova revija, to novo revijaši pretvorijo, se mi zdi, da grejo, da je takšen cherry picking, potem vrno s Pirjevca, to bo... To zadnje vprašanje, to, kako je interpretirano revijaši, je ena izmed zelo možnih interpretacij tega teksta, tako, ni pa edina možna, okej? Drugo, ja, nisem hotel zdaj v genezo, ta tekst ima genezo, je vezan tudi na to, ker prej nisem tega hotel poslovati. Je pa dve spremembi noter sta od prvega razreja, ker je objavljeno tudi, ki sta ključni. In noter je tukaj v drugem delu teksta opisuje neko knjigo Ameriško izzivanje in na podlagi tega vključi noter en del, ki je v bistvu evropske integracije. Tako bo mogli se Evropa integrirati kot vsega. Ta Servan Špreber, to je ameriški izziv. Ja, ameriški izzivanje, ja. Ampak tukaj je razširjeno in se mi zdi, da tukaj je, ne bom šel v detalja, da se mi zdi, da tisto, kar razširje tukaj, kaže ta element, da to, ki se zgodi po letu 1975, vpliva na njegovo formulacijo. Zato, da je tretje vprašanje? Čem je nevaren partij? Aha, čem je nevaren partij? Nisem prvič, to sem delal na začetku povedati, ne ukvarjam se s tem, ali je dissident ali ne. Jaz sem prepričan, da on ne bi rad imel tega naziva, če ne druge, ker teorija ravno to, čemu se on poveduje, ne se pravi nekemu posebnemu etničnemu. Teorija je humanizem in on pravi, ne, ravno ta humanizem, ravno ta patos humanistični, to je, zaradi tega smo tukaj, ker smo, ne, to vodi v Auschwitz, ne, on se ne bi imel za dissidenta. Zakaj pa nevarno? Nevarno je, če ne drugega, zato, ker, se pravi, če verjamo samo za tekst o koncu naroda, je popolnoma možno ga interpretirati na nek način, ki mislim, da on ni mislil, tako napisati namreč kot, ja, okej, zdaj pač Jugoslavija bo šla v to novo kibernetično strukturo in federacija bo to, ne, se pravi, bo ta hiperkibernetični sistem decentraliziranega urejanja interesov in republike bodo sistemi za gojenje folklore in tako dalje, tako imamo preprosto. Možna je ta interpretacija, ampak, če pa bereš potem, kar piše v vprašanju o poeziji, gre pa totalno nasprotju in iz tega izhaja nekaj drugega. Namreč nam popravi tisto obročanjska teza o blokiranem narodu. Zakaj smo Slovenci bojno blokiran narod? Ker popravi, narod se lahko pojavlja na dva različna načina. Eno je kot gibanje in gibanje je vedno inherentno totalitarno. Torej, smo nacionalno gibanje in hočemo, da so vsi pod nami in vlečemo ljudi in silimo in to je vedno vsak gibanje totalitarno. Ali pa kot država, in tukaj je fantastično, in država pa je vedno vsaj načeloma pluralistični sistem. Zakaj tega že kritizirali Diamond Sense, že od prvega teksta? Ja. In potem reče, to pač vprašanje, zakaj to ne vlada. In potem reče, ker Slovenci ostajamo na ravni gibanja in potem tega še frustriranega gibanja, ker
nikoli ne more priti do svoje kontencije. Blokirano, ja. Blokirano je, se pravi, to vse skupaj definicija blokirana giba. In se tako tudi na mestu, tudi uporablja tako opise, kot jih uporablja Arendt v izvori totalitarizma o teh plemenskih totalitarizmih. Zato ne moramo doseči te resnične, tega konca naroda, ki pomeni v bistvu nekega pluralnega sistema. In zakaj je tako? Mislim, težko je najti neko koherentno odgovor, ki ni logično skali za prejmo vlastno državo. Mislim, je tukaj noter že, samo en korak naprej moraš iti in je odgovor tega Jugoslavije, ki nas blokira. Edini način, da dosežemo sodobno, moderno, pluralno državo, ki se bo enakopravno vključevala v evropske strukture, to, da imamo neodvisno državo. In natanko to potem rečejo učni urbanični dodali. In je že vse tukaj. Samo še en korak naprej moraš iti. Samo možno drugi korak, ampak ne, je. In vsi, ki so to brali leta 78, vsi pač, njegovi učenci, tako da so razumeli, da je to. Jaz mislim, da je še ena točka. Parker kot oblast se ne boji toliko teoretikov, kot pa praktikov. Mislim, da se Parkerjev so bali to, da je imel, da na pri svojih poslušalcih imel apoteozo Jezusa in to so brali kot katekizem. Oni se bojijo, da so uni okoli njega preveč preveruški in nastaja krog, ki ni pod kontrolom. Točno tako, ja. Bi pa sem na kratko sem... Ja, se je zgodilo, ne? Ja, seveda. Dobro, dve kratke vprašanje. Biti v partiji, kar piše Arendt sam za sebe, slični ljudi. Koliko se to može čitati po opravdanje, pa izvinite, što sam to napravio. Znači, da ona nije sa jednim osjećajem, kako se može čitati, ako čitamo sad, pa ne znamo kada je knjiga nastala spomena, nego koliko se može to vidjeti, koliko je samo opravdavajuće, samo prečišćavajuće za onog koji tu piše za 30-40 godina unazad. I ona druga stvar, da je pristanica Maskoga. Da li mu se recimo to pripisuje tek 85 kad se ga napada, ili je već 71-72 on zbog toga šta strava? Nastradao u smislu da sporazumno dao ostavke na sve funkcije. Bio je u Republičkom saboru član Ureda za kulturu. I mislim, bio je isključen, sam se isključio sve druge stvari. Postoje samo profesor, rekao da ima moćni zaštitnik, jako Blažević je intervenirao zajedno za njega, niče da bilo zajedno raskrali, ali u principu lobija je ostati i posebno, dok se najviše boje. A ovo prečišćavanje njega, mislim, kad njegovi neprijatelji hoću šutkat, kaže, pa ti si bio komunist sa Nagarom, recimo, to isto, oni imaju javnosti bavili se sa Nagarom, zato što je ovo HDZ-u firme, da nije drugačije od nesjećanje od ostalo, to način u vladi, to malo pito, ali uglavnom, to je njegov odgovor, mislim, on je iskoristio priliku. I vele, ako nešto treba na mene ilustrirati, nek mi samo kaže neko, ja ću se rado o tome ću razmisliti, ja sam već davno sebe ilustrirati zbog toga. Tako da, i on to ne skriva, za razliku od Matrejića i ostalih koji se prikazuju kao velike disidente, a u principu su isti način diferencirali protivnike prostoru, tako. Ali to je malo književnosti. Zadnje razpravne